Se spomnite, kako so izgledale sušilnice perila v blokih iz 70-ih let? Majhni, nizki prostori, polni stojal, vrvi in oblačil, ki so visela od stropa do tal. Ne ravno prostori, v katerih bi želeli bivati. A prav iz tega nekoč neizkoriščenega podstrešja je arhitektka uspela ustvariti svetel, funkcionalen in topel dom. Visoko nadstropje, premišljena razporeditev, svetli kotički za druženje in otroške sobe. Vse skupaj daje občutek, kot da vstopiš v hišo, ne pa v stanovanje v bloku. Tule imamo sijajen primer, kako iz starih neizkoriščenih podstrešnih prostorov izvleči kar največ. Stanovanje, ki te vsekakor nagradi za kakšen korak po stopnicah več. Viviana, pozdravljeni. Vi ste vodili prenovo tega zdaj čudovitega stanovanja in me zanima, kaj je bilo prej tukaj. Smo v najvišjem nadstropju bloka, zato me res zanima, kakšni prostori so bili prej. Ja, torej nahajamo se pač v bloku iz 70-ih let in smo dejansko skoraj v 5. nadstropju. Pred tem, ko smo mi uredili to stanovanje, se je tukaj nahajalo eno manjše stanovanje na tem delu, kjer zdaj vidite kuhno. Ves preostali prostor pa je bil v bistvu neizkoriščen, ni bil bivalen in so bile sušilnice za perilo. Tako da je bil prostor praktično neizdelan. In to je verjetno zelo narekovalo potem oblikovanje tega prostora, ker te sušilniški prostori ponovadi, niso bili v osnovi narejeni za bivanje in imajo precej nizkostojno višino. Tako, ja, v bistvu sam blok ima enokapno streho, tako da je na eni strani pač praktično ni stojne višine, na drugi strani se pa ta višina precej odpre, kar lahko vidite v bistvu v tem prostoru. Tako da smo se potem mogli dobro premisliti pa pač organizirati prostore tako, da smo tam, kjer v bistvu ni potrebne stojne višine, se pravi recimo v spalnih prostorih, smo jih pač umestili v tisti del, dočim ta prostor, ki ima pa precej veliko višino, smo ga pa uporabljali za bivalnega in za eno otroško sobo. V starejših blokovskih naseljih so skupni podstrešni prostori pogosto neizkoriščeni. Tudi tukaj je bilo tako. Na skupnem podstrešju se je nekoč nahajala sušilnica, ki pa ni bila več v uporabi. Zato sta lastnika, po pogovoru z ostalimi lastniki stanovanj, ki jih na srečo ni bilo več kot 8, uspela pridobiti še kar nekaj kvadratnih metrov za svoje novo stanovanje. Kjer so dobri sosedski odnosi in volja, se vedno najde rešitev. Ko pa enkrat priješ gor, se mi zdi, da imaš občutek, kot da si prišel v hišo. In zakaj je tako? A mogoče zaradi tega centralnega v kamen oblečenega dela oziroma kamina v narekovajih? Ja, kaj pa vem, mogoče to je sigurno tudi ena taka stvar, ki je majčkeno nenavadna. Je bila želja lastnice, da bi mogoče imeli kamin, ampak ker smo pač v najvišjem nadstropju in ker te višine za dimnik nismo imeli, smo potem rekli, ok, dajmo mogoče poskusiti na malo drugačen način ta kamin umestiti, tako da imamo zdaj v bistvu TV kamin, če se tako izrazim. Sigurno je pač občutek, da je hiša mogoče tudi zaradi te neravne strehe, jaz mislim, da je to mogoče ena taka stvar, ki ti daje tak občutek. Pa stanovanje je precej veliko, 130 kvadratov, tako da, ko prideš noter, nimaš tega občutka, potem se pa kar nekako nadaljuje in je v bistvu kar nekaj sob. Verjetno pa k odprtosti prostora sigurno prispeva tale stran, kjer se odpirajo čudoviti pogledi na Šišenski hrib. To je res dragocenost. To je bilo v bistvu tudi eden od glavnih razlogov, zakaj sta se lastnika odločila obdržati to stanovanje, kljub temu, da sta vedela, da je pač 5. nadstropje brez dvigala. Tukaj naprej so res samo nizke hiše in ti imaš res odprt pogled na Rožnik in verjetno nikoli nič tukaj ne bo. Tako da se ima zdaj to velika vrednost tega stanovanja. Prenova v najvišjem nadstropju bloka brez dvigala ni mačji kašelj. Za arhitektko in izvajalce je predstavljala pravi izziv. K sreči so bile okenske odprtine dovolj velike, da so lahko približali najeto dvigalo in s pomočjo njega vanj spravili večje kose. Strešna okna, parket, keramiko, izolacijo in podobno. A čisto vse ni šlo na ta način, zato so se mizarji pri tem projektu kar lepo nahodili po stopnicah. Zdi se mi, da posebno dušo da tistale sedalna okenska niša. Dejansko hodijo tja brat ali pa se Martinček? Tako, ja, tako. Pač lastniki imajo 3 otroke, punca je še zelo majhna, potem sta pa dvojčka. In to je bila nekako že od vsega začetka želja lastnice, pač imajo ogromno knjig, radi berejo in tako, ko sem že prej omenila ta razgled na Rožnik, je enako viden potem tudi iz te kuhinjske okenske niše.
In želja je bila, da v bistvu pač, ko recimo ona kuha, so otroci tam na niši, berejo knjige, nekako komunicirajo, ali pa ne vem, če kakšen deževen dan, imaš to lučko, si tam prižgeš in imaš eno tako, bom rekla, prijeten prostor, kamor se lahko zatečeš. Slogovno se mi zdi, da stanovanje zaznamujejo zaobljene linije. Njihova, bolj vaša želja? Ja, to je v bistvu stanovanje, smo začeli projektirati že kar skoraj 3 leta nazaj. Takrat smo se nekako spoznali, pa je potem v bistvu trajal že naš proces projekta, se pravi nekaj časa, potem pa tudi prenova kakšno leto. Tako da želja v bistvu po okroglinah je bila strani naročnikov. Jaz sem se z njimi takrat v bistvu prvič srečala. Lastniki so imeli kar nekaj želja, ki jih je arhitektka poskušala uresničiti. Želeli so pridih meščanskega stanovanja, kar v bloku iz 70. let ni najlažje doseči. Pomagali so parket v obliki ribje kosti in zlati detajli pri svetilih, armaturah in manjših elementih, ki prostoru dodajo pridih elegance in prefinjenosti. A je možno reči, da narebrane površine tudi dajo en pridih nostalgije, ali je to zdaj mal modni krik zadnjih let? To je definitivno modni krik, sigurno. Je pa to način, kako v bistvu lahko na nek zelo subtilen način ti narediš neko površino zanimivo. In to smo recimo hoteli tle doseči. Ker samo stanovanje nekako bež v tenkih, tudi zato smo ga poimenovali bež, v kombinaciji z lesom, ni praktično nobenih barv, mogoče razen ta barva zelenja oziroma recimo tapete v kopalnici, je vse zelo subtilno in nekako smo iskali to globino v detajlih, se pravi v obdelavi samih površin. Lastniki so si želeli umirjeno, svetlo-barvno paleto in veliko lesa, ki bi stanovanju vdahnila toplino. Vse omare v stanovanju so svetlo-bež, prav tako izbrana sedežna garnitura v sivo-bež odtenku. Nič čudnega, da je arhitektka projekt poimenovala bež. A kljub osnovni barvni paleti stanovanje ni dolgočasno. Teksture in premišljena uporaba lesa ustvarjajo razgibano in hkrati toplo končno podobo. Deva se malo programsko sprehoditi po stanovanju, oziroma najbolj me zanima, katere prostore ste umestili tja, kjer so bile prej tiste malo nižje sušilnice perila. Ja, torej že takoj v bistvu, ko vstopimo v stanovanje, je že ta srednji del, recimo sredinski del stanovanja je mečka nižji, se pravi vhodni prostor z omarami, potem greš pa takoj v spalni del z garderobo in ta del ima praktično zelo majhen odstotek stojne višine. Potem pa v bistvu moraš iti skozi dnevno sobo do drugega dela stanovanja, kjer so otroške sobe in smo v bistvu v ta nižji del umestili otroško sobo za punco. In pa en del smo pustili odprt, tam zdaj kraljujejo bobni, ker fanta sta nedobudna bobnarja. Električni, hvala Bogu, če ne bi šlo skozi. Tako da ta del je zaenkrat ostal odprt, ampak se bo kasneje verjetno zaprl, ko bosta pač dvojčka šla narazen vsako svojo sobo. V nadaljevanju v bistvu tega drugega dela stanovanja, ki je recimo otroški, pa se potem nahaja kopalnica na sredini in pa malo večja otroška soba za dvojčka, kjer smo pa izkoristili to višino prostora in naredili pograd. In je super, ker ta pograd ni tako tesnen, kot so ponavadi, ampak dejansko ima vsak dovolj višine. Ta vstopni prostor predsoba je pa kombinacija starega in novega, očitno. Ja, tako. Torej ta prostor, v bistvu hodni, je tudi nekako malo nižji. Po sredini, po celem stanovanju teče obstoječ tran, ki smo ga potem kar ohranili, smo ga samo zbrusali pa v bistvu zaščitili. Zato, ker je to pač nek spomin na tisto prejšnjo stanovanje in na ta način tudi nismo pač nižali tega stropa. Hkrati smo pa v tem vhodu v bistvu hoteli nekako narediti, da je vseeno dovolj prostoren in ga na nek način majčkeno ločiti od bivalnega dela. Zato smo v bistvu dodali te letve, kamor smo umestili ogledalo. Omarico za čevlje smo potem z nekimi spet detajli, okroglinami naredili malo bolj posebno, dodali zlate nogice. Dočim sam prostor za oblačila je pa skrit v tem delu, je praktično neviden. Dobili smo pa celo prostor za eno klop, kjer se lahko usedeš, spodaj pa lahko pospravaš kape, šale, rokavice in te zimske zadeve. A ne, da je ključno, da so letve dovolj narazen, da se nam pogled že takoj proti osrednjem prostoru, je meja pa hkrati te tja povlečene. Ja, hkrati postane ta vhodni del bivalnega prostora, vseeno pa čutiš neko minimalno zamejitev. Meni je ta niša res všeč, ampak po drugi strani ste pa žrtvovali neko višino, tukaj ni elementov, kamor bi lahko nekaj pospravil. Ja, torej ta niša je bila zopet v bistvu želja lastnice, da bi imela ene 3 poličke, kjer bi imela kakšne kuharske knjige, rožce, kakšne detajle, v bistvu zlate, tudi le se recimo vidi ta rebrast vzorc. Po drugi strani pa nismo hoteli, da je ta kuhna preveč zabita.
In smo jo hoteli čim bolj odpreti, zato ker je vseeno kar nekako zelo izstopajoča v tem prostoru. Tako da smo v bistvu se znebili visokih elementov, tako da praktično nimamo nobene visoke omare v tem modelu, niti nimamo visečih omarc. Zdaj, edina stvar, ki pa v bistvu je ne moreš skriti, je pa hladilnik, tako da smo ga potem umestili tja. In se nekako zlije z tem vhodnim delom, s temi rebri, tako da ga niti ne opaziš, da je tukaj. Se mi pa zdi, da ročaji v kuhinji odražajo to hkrati zlato barvo pa okrogline, dvoje v enem. Ja, dejansko se vse zelo ujema in oblikovno in v bistvu zlata barva je pač res nek dodatek, ki se pač čisto posod pojavlja na okenskih klukah, na klukah od vrat, na teh ročajih, ki so spet zaobljeni. Tudi recimo sledi nekako tem linijam otoka z rebri, tako da pač da neko piko na i temu stanovanju. In glede na to, da sva se v spalnici morala usesti, to pa je primer kompromisa, tukaj je bilo pa treba malo pač stisniti zobe in se prikloniti lepim prostorom. Tako je, pač zdaj srečo imamo, da v bistvu z posteljo ponovadi ne potrebujemo take višine, tako da, ko pa lezeš na njo na nek način, se pa pač moraš naprej usesti. Smo pa v bistvu izkoristili ta cel del kot en tak podest, in posteljo noter ugradili, pač tudi spodaj smo dobili predale za shranjevanje. Zdaj sam garderobni del je pa dejansko, smo nekako tako organizirali, da je tukaj ta ženski del, tako da je višina mečkan manjši problem. Strešno okno nam je dal še 30 cm višine, tako da je tudi dodal pač neke funkcionalnosti. Zdaj moški del je pa potem tamle, kjer imamo več višine. Aha, moška garderoba je zunaj. Tako je. Okay. Niti rajš ne grem v kopalnico, ker če ne bo en od naju moral iti v kopalno kat. Ampak precej mehna je, deluje pa zelo prostorno svetlo, Kaj je svetloba ali kaj je tlele? Ja, seveda, pač dodali smo strešno okno, ker to je bila v bistvu ta nova kopalnica, ki smo delali v tem delu, kjer je bila prej pralnica, in nismo imeli naravne svetlobe, tako da smo se tako znašli, da smo dali svetlobo do zgori in res ta kopalnica ima super svetlobo. Kljub njeni majhnosti smo dosegali vse, kar neka kopalnica potrebuje, celo smo si privoščili prosto stoječo kat. Na tej strani imamo en lep element z 2 umivalniki in ravno dovolj shranjevalnega prostora spodaj. Kje imamo pa pralne stroje? Mislim, se perejo tudi perilo tlele, ne? Ja, perejo. Tako da pralne stroje smo pa v bistvu skrikali na ta prehodni del do otroških sob in smo jih v bistvu umestili v omaro, tako da na eni strani so v bistvu čistila pa stroji, potem na drugi strani imamo pa v bistvu kot nek tak pult za obešanje pa nekako za shranjevanje pač oblačil. Kaj zdaj lastniki rečejo, kateri kotiček jim je v tem precej prostornem stanovanju najljubši? Ja, zdaj mogoče težko rečem, ker zmer, ko jaz pridem, pa so tako vsi navdušeni, kako se imajo fajn in kako vse super funkcionira, ampak mislim, da jim je ta niša zelo ljuba, okenska, se pravi v kuhinji za sedenje. Druga stvar pa mislim, da je ta dnevni prostor, Ta recimo francoska okna, to jim je zelo tako tudi na nek način romantično, jih imajo velikrat odprto, na stežaj so odprta okna in v bistvu ponujajo ta razgled na Rožnik, tako da mislim, da je kar tole srce tega stanovanja. A kdaj pojamrajo nad stopnicami? Ne, začuda ne. V bistvu samo jaz vedno, ko dol prisopiham, jamram in potem me vedno pomnejo, si pozabila. Torej, zdravi, fit in srečni lastniki. Tako, ja, mislim, da so zelo fit.